Hvaljen Jezus, dragi prijatelji. 23. februarja letos je minilo 128 let od smrti slovenske mistikinje in stigmatikinje Magdalene Gornik. Studio Sipoš je o svetniški kandidatki ljubljanske nadškofije posnel film z naslovom Okronana. Marca je bil film na ogled po številnih slovenskih župnijah in dvoranah, danes pa smo si ga lahko premierno ogledali tudi na naši televiziji. Film je nastal v produkciji Studia Sipoš pod taktirko režiserke Elze Rebolj, ki je naša današnja gostja, skupaj z ustanoviteljem Studia Sipoš, Davidom Sipošem. Oba prav lepo pozdravljam. David, tebe ponovno, že moj stari gost v studiu, Elza, tebe pa na sveže. Pa bom mogoče začela malce drugače kot ponavadi, pa bom prosila Davida, da vidva sta sodelavca, skupaj ustvarjata, da nam predstaviš, kdo je Elza Rebolj, malce podrobneje, da jo spoznamo. Ja, to je zanimiva zgodba. Se mi zdi, da je ena takih, na katere smo v studiu zelo ponosni. V smislu, ljudje prihajajo v naš studio z raznih koncev in mogoče na začetku svojega študija ali pa še tudi ob koncu svojega študija sploh ne vejo, da se bodo nekoč ukvarjali s filmom in prevzemali tako pomembne vloge. Ona je v studio prišla pred nekaj leti in njena pot navzgor je bila kar strma. Zelo hitro je prevzela odgovorne funkcije v produkciji. Vedno več je pokazala tudi zanimanja za kreativni del filmskega ustvarjanja. Zato se mi je zdel tudi ta film o Magdaleni Gornik en tak pravi izziv, vstopna točka v to, da se podpiše pod en projekt tudi kot režiserka in kdo drug bi bil v našem studiu boljši kot ona. Čudovito. Kaj pa bi, zdaj se bomo tikali, verjamem, ker smo vsi približno iste starosti, kaj pa bi ti rekla o svojem šefu? Kakšen je David? Zdaj, da enkrat slišimo z drugega konca še kakšno. David je definitivno zelo pozoren na vse svoje sodelavce, zelo skrbi za to, kakšno je vzdušje, kakšno je tako kot profesionalno in osebno, kakšni so odnosi v studiu in tudi karierno, da se lahko vsi izpopolnjujemo, napredujemo. Tako mislim, da zelo veliko ljudi, ki pride v studio, je presenečenih in občuduje to, kakšni so spoštljivi in iskreni odnosi med sodelavci. In ne nas za manj veliko reče, da je to res najboljša služba, ki jo lahko imamo. Čudovito. To so krasne pohvale. In seveda pohvale dežujejo tudi ob vašem novem filmu letošnjem, Okronana, torej film o Magdaleni Gornik. Zdaj, če tako pomislite malce na samo ustvarjanje, kaj vama sedaj, zdaj že po enem letu, nekje spomladi je film bil prvikrat predvajan, potem je bil tudi torej na YouTubeu pred 3 tedni. Sedaj na naši televiziji smo si ga lahko gledali. Kaj vaju tako najbolj prevzame, ko pomislite na film o Magdaleni Gornik, o tem snemanju, ki ste ga imeli mogoče, David, prvo? Ja, to je bilo eno tako popotovanje v različnih vidikih. Eno je vsebinski izziv na začetku, kako eno tako mistikinjo, ki se je dogajalo toliko čudnih stvari, spraviti v en film, ki bo blizu gledalcem, ki ne bo mogoče samo navdihoval ene take, ki so res zagriženi v to in že vejo vnaprej, kaj so to stigmate in podobne reči. Da bo lahko nagovarjal enega, ki vstopa mogoče v ta svet, ki se sprašujejo tako zelo čist življenjskih stvareh, kaj je to trpljenje in podobne stvari. Drugo pa se mi zdi, da sem tudi z produkcijskega in tako estetskega vidika zelo ponosen na ta film, ker smo si dali spet višje izzive, kako narediti en film, ki je drugače, enostavno rečeno, nek življenjepis, res privlačen, vizualno zanimiv, kako enega gledalca lahko na toliko enih različnih načinov potegne vase, da to ni samo ena pripoved, ki jo pokriješ z lepimi kadri, ampak da pravzaprav gre za neko tako umetniško sliko enega človeka, ki pa nosi eno sporočilo, ki je danes potrebno za čim več ljudi. Ja, več o tem sporočilu bomo kasneje govorili. Elza, ti si nekako dobila proste roke nad tem projektom, ne? Ja, precej. Kar je bilo mogoče od začetka bolj izziv, ne bom rekla težava, ampak kar izziv, ja, kako res vso to zgodbo, ko začneš spoznavati Magdalenino življenje,
kako to, kot je rekel David, pač približati gledalcu. Ne samo takim, ki jim je vera blizu, ampak mogoče tudi takim, ki se prvič srečujejo z mističnimi pojavi. Tako da začelo se je kar dolgo obdobje raziskovanja, branja, premišljevanja, na kakšen način, kaj sploh pokazati. Ja, vemo, Magdalena je zelo krvavela, lebdela, imela polno teh mističnih pojavov. Kako zdaj to spraviti na film, da bo gledalca nagovarjalo, da ne bo tega zdaj sam spremljal, da bodo odnesli nekaj zase. Tako da prvih par mesecev smo zelo veliko sam razmišljali, pisali, načrtovali. Pol je pa tudi tekom filma, tekom intervjujev, tekom pogovarjanja, ustvarjanja so se kazale nove smeri, kaj bi lahko še dopolnili, kaj bi lahko še dodali. Tako da se mi zdi, da smo pol tekom procesa najdeli ta končni izdelek. Kaj pa je bilo, David, tisto, da je pri tebi, torej, kako je prišlo do te ideje snemati o Magdaleni Gornik? Zdaj vemo, da je ona pred svojo smrtjo nekako napovedala, da šele 100 let po njeni smrti se bo začelo o njej govoriti, bodo čudeži na njeno priprošnjo. Torej smo eni posebni izbranci v tem času, lahko rečemo, ne? In kdo te je nagovoril, da posnemi film o njej? Ja, zdaj smo res tak studio, ko veliko ljudi dela v našem studiu, ves čas moramo biti pogonu, ves čas mora biti nek projekt, ki ga počnemo, in doskrat smo tudi mi tisti, ki malo spodbudimo kako idejo ali pa damo predlog, mogoče je bilo v redu, da se o tem posname. Včasih to prileti na poslušljiva ušesa, včasih ne. Tukaj moram reči, da je naš predlog nadškofu Stanislavu padel na plodna tla. Mislim, da je nadškof tudi zelo osebno povezan z Magdaleno Gornik in je pravzaprav brez večjih problemov podprl projekt in rekel, da je to pravi medij, da približamo to kandidatko za svetnico nekoč širši publiki, ki pa trenutno se vsaj v nekih delčkih krščanskega oziroma našega cerkvenega sveta zelo razuname oziroma je zelo popularna. Tako vidimo, da v resnici marsikdo poroma tja, marsikdo se k njej priporoča, marsikdo tudi reče, da je ena izmed najbolj aktivnih slovenskih kandidatk za svetnico oziroma za svetnika. Tudi postulator Franci Petrič se mi zdi, da zelo vneto sodeluje in je sodeloval pri tem projektu oziroma sodeluje pri postopku za beatifikacijo. In se mi zdi, da je res ob pravem trenutku prišla ta ideja oziroma naš navdih na prava ušesa, da se to naredi in da ne zanemarjamo enega medija, ki tako zelo na hitro v resnici in efektivno predstavi nekoga, ki bi drugače lahko sicer z neko lepo platnico v eni knjigarni čakal na bralca, ampak čisto realno je tako, da ljudje hitreje pogledajo en film, pa mogoče potem bodo šli prebrati še kako bolj poglobljeno knjigo. Ja, to je res, tudi mene je pritegnilo. Tudi jaz, ko sem nekako sedaj ta film si pogledala, bi rada še in še več zvedla. Ne? Tako še kakšne 2-3 ure, kot sem vam prej omenila zraven, ampak razumemo, pač film je draga zadeva, lažje je prebrati knjigo. Ja, pa morda, če ostanemo malo pri teh tehničnih stvarih, zdaj, Elza, kaj pomeni biti režiserka? Kaj to zajema, da mogoče prvo razčistimo? Ja, mogoče glih zaradi tega, ker kot je David na začetku opisal mojo pot, mogoče ne znam jaz najboljše pisati, kaj točno pomeni biti režiser, ker ko delaš v studiu, si pač nisi samo režiser ali samo producent. Imaš veliko več odgovornosti in nalog, ki se nekako prepletajo med seboj. Ampak predvsem se mi zdi, da je bila moja vloga pri tem filmu peljati neko vizijo, jo izpeljati in pa usmerjati predvsem seveda igralce, da bi to čim bolj izražali, pokazali. Pa tudi tako celostno, kot neka vodja projekta, da skrbiš, da se bo film pravilno
da bo pravilno sporočilo predal. In to je ravno zanimivo, ne? Ker Studio Sipo še sedaj po veliko takšnih odličnih prvencih, recimo Anton Vovk, Slomšek, koga smo še potem imeli? Grozdeta, ja, res neverjetni filmi, ampak vsi z moško tematiko, ne? Ta moški lik, ne? Potem pa pride Magdalena Gornik za režiserko, ne? In je res tako, mene recimo osebno, zdaj lahko govorimo, ker smo film videli, me je presunilo to srečanje Magdalene, male Magdalene, ne? Ko jo gledamo, ko pride na polje, pa je tam Marija, ne? In jaz gledam to Marijo in poslušam in se mi zdi njen glas nekam zelo znan, ne? Pa najprej mi ni, ampak potem čez nekaj časa potem vidim, ja pa se to je Radio Ognjišče, ne? To je ja Radio Ognjišče, to je Maja Morela. Zelo rada ji prisluhnem, ker je to taka mladi glas, osvežila je celotni Radio Ognjišče in wow, ampak mar res tako materinsko, spet, ne? Ja, je znan obraz, ampak pa še notri, ne? Kako je bilo izbirati kadre za, mislim, igralce ja. V bistvu zelo zanimiva zgodba, no? Ko smo začeli smo z iskanjem igralke za mlado Magdaleno in tukaj se jih je prijavilo kar precej, pač razposlali smo vabila in oglas o avdiciji na lokalne dolenjske šole, gledališke skupine, preko socialnih omrežij, smo kar precej na široko zastavili naše iskanje. Prijavilo se je res veliko deklet, zelo dobrih kandidatk. Zelo nas je presenetilo tudi, da so se v bistvu že za avdicijo toliko potrudile, da so si pogledale o Magdaleni, da so se pozanimale o njeni zgodbi. To nam je bilo tako, mislim, ni tako samoumevno, da se nekdo še preden je izbran za neko vlogo že toliko poglobi v njo. No, pa se je pa začel ta zahteven del, sprejeti odločitev, ko imaš na eni strani, seveda, film je zelo vizualna, audio, močen medij. Zdaj moramo gledati, kako igralka izgleda, kakšen glas ima, kako bo upodobila Magdaleno, kakšne so njene igralske sposobnosti. Tako da na koncu smo se odločili za Galo Vrezec, mlada Magdalena. In mislim, da smo tukaj res zelo dobro odločitev sprejeli. Tako po projekcijah sem velikokrat slišala, kako jih je res nagovorila ta mlada igralka Magdalene, tam, ko je plezala, ko je srečala Marijo. Tako da mislim, da je Gala opravila res vrhunsko delo. Odrasle dele Magdalenega življenja pa igra Sara Gorše. Sara je pa profesionalna igralka. Takoj, ko smo jo zaznali med prijavami, smo bili, to je to, Sara je Magdalena. In potem, ko smo jo napravili v kostum, ko smo vadili besedilo, smo bili res prepričani, da imamo pač res vrhunski igralki. Tako da tukaj je bila taka, kakor je bila težka, je bila na koncu potem lahka odločitev, ker smo res vedeli, da je to najboljše, kako bi lahko zbrali. Ste začutili, da je to, ne? Tisto. Ja, to smo velikokrat med ustvarjanjem filma imeli občutek, da nas Magdalena v bistvu spremlja zraven. Tako, odobrava. Ja. Ja, res je to veliko pritegnjene. Veliko nas bo sedaj gledalo Magdaleno v nekako obrazu teh dveh deklet, če tako rečem. Ne? Bomo si jo tako predstavljali, ko bomo pomislili na njo. No, vsekakor je film tudi seveda spet poslastica različnih žanrov, ne? Torej imamo igralski del, imamo tale intervjuje nekako, ne? Potem imamo ta risani del od tvoje sestre Clarise Sipoš, ne? Ja, torej, je bilo pri snemanju tudi nekaj kaskaderskega vmes, koliko sem slišala, da sta igralki morali kar torej biti. David. Ja, sem mogoče Elza še tukaj doda. Jaz bom dodal eno zgodbico, ki je delno kaskaderska. Elza bo povedala tisto, kar je uradni odgovor, ampak delno kaskaderska je bila pa to, da smo na koncu filma Magdalena gre v nebo, a ne, in zato, da gre v nebo, smo mogli tudi s kamero iti malo v nebo in smo en žerjav imeli, ki gre v nebo. In ko smo že snemali zelo čist pri vrhu krošen dreves,
se je pač ta žerjav zaštekal in ni šel dol. In sonce je padalo, mi smo hoteli res sončni zahod ujeti, sonce je padalo, pač minute so se štele, fantje so se spodaj trudili odštekati ta žerjav, ki je pač zgleda zaradi neke varnosti zaštekal. In ona je visela zgoraj. Nismo, gor smo bili, a ne, jaz sem pač bil zraven nje, ampak občutek je bil in časovni pritisk in tako, da si tako visoko gor in ne veš, a se bo enkrat, ne vem, kako bomo sploh to rešili. Smo že klicali, da prida iz Ljubljane pol k nam to rešiti, ampak božja pomoč je bila, da se je pol nekako vsa stvar rešila. En sodelavec je potem ugotovil način in smo potem še v zadnjih sončnih žarkih posneli ta zadnji kader filma. Da niste ostali med krošnjami. To je ta moj kaskaderski del, ki ni uraden, da tega se ne v filmu vidi. Drug je pa to, kar bo še Elza. Ja, drug je pa pri animacijah, ko Magdalena pleza po strmi poti, je na koncu tak kader, kako je sama v tisti veliki steni. In ja, je bilo kar kaskaderski podvig. Morala si je nadeti plezalni pas, prav zares splezati po steni in se potem pol iz višine spuščati in snemati. Wow, to je bil tudi nov izziv za Galo. Je bilo zelo prepričljivo, tudi v filmu je sicer skale so, ampak verjamem, da ni bilo lahko. In grede se pa lahko te skale malo razširijo in povečajo, ko se enkrat ilustrira, tako da malo nižji hrib je bil. Je bil hrib. Pač ta skala, ne? Vseeno je bila Gala kar navajena med snemanjem iti po svoji strmi poti. Zelo velikokrat je bila bosa po vseh unih kamnitih potkah, makedamih, špikajočih travnikih. Tako da je gotovo tudi ona eno svojo pot trpljenja in razmišljanja o tem že med filmom dala skozi. Zdaj film je pa sneman bil v Sodražici. Pravzaprav res skoraj vse povsod. Ja, tako, seveda smo gledali, da so pokrajine oziroma kraji ali pa lokacije take, ki bi spadale v tisto. Je pa res, da si z krajem, ki je trenutno včasih težko pomagaš, ker je toliko drugačen in ne najdeš prav mogoče neke hiše ali pa sobe ali pa pogleda, ki bi bil toliko neomadeževan zaradi tolikih let, ko so minile od takrat. Tako da včasih moraš neko alternativo najti, ki je precej temu podobna. Ko pa greš pokazati recimo Sodražico ali pa Goro, pa pač takoj rata to dokumentarno, ker vidiš tam en solarni panel ali pa kaj takega in zdaj včasih je to težko zbrisati, ker je preveč enih modernih stvari, da bi jih čisto zbrisal. Smo se pa trudili pol najti neke take lokacije, ki nas preselijo v tisto obdobje. Ja, ki so zelo pasali zraven. Zdaj vidimo tudi v filmu ta par, tiskarja in njegovo ženo. To je tako značilno, ne, za filme iz Studia Sipoš, da vedno dajo kakšen takšen še humoristični, malce tak nagiv, ne, ampak zelo prisrčen del, ne, ta pogovor med možem in ženo. Tako zelo smo se našli lahko tisti, ki smo poročeni včasih noterji, ne. Čigava ideja je bila to? Skupna. Vedeli smo, da želimo imeti eno okvirno zgodbo, ki bo gledalca nagovarjala malo bolj direktno. Se pravi, imamo nekoga, ki spoznava Magdaleno, o njej sliši neke stvari, dobre, slabe, in potem jo nekako res spozna v svojem življenju in da bi ga res nagovorila in spreobrnila. Vedeli smo, da želimo vključiti tiskane medije, ker so bili zelo pomembni za njeno življenje, mislim, ne tako za njeno življenje, ampak za odnos javnosti do Magdalene. Tako da od tukaj je prišla ideja o tiskarju. Prav scenarij je napisal Matjaž Feguš, s katerim zelo velikokrat sodelujemo, tudi že pri prejšnjih filmih. Smo pa se mi zdi pač vsi malo podali kakšna mnenja, da se razvije potem pač res končna zgodba. Zdaj, David, omenil si, da je to dejansko eden izmed višje proračunskih filmov, ki si jih snemal. Kako to? Ja, predvsem, če gledamo, koliko gre enih sredstev za minuto filma, je tu res toliko zgoščeno v teh 39 minut enih pristopov, pač vsak aspekt filma je
trenutno najboljši, kar znamo. Sem prepričan, da iz filma v film se izboljšujemo. To je tudi naš prvi film, ki je v celoti posnet z enimi objektivi, ki res dajo en tak poseben filmski učinek, ki, če zdaj tu menim o anamorfičnih objektivih, malo kdo kaj veliko ve. Je pa neka taka podzavestna stvar, ki smo jo navajeni, predvsem iz začetka Hollywooda in potem sploh naprej se je to nadaljevalo, da ko enkrat vidimo eno tako sliko, nas kar malo bolj potegne še v to, da gremo en drug svet. Tako da če ne drugo si rečemo pri tajih filmih, tudi če bomo šli čez proračun, pa moče še kaj svojega dodatnega časa ali pa sredstev dali v to, vseeno tu delamo neke stvari, ki ne bojo iz danes na jutr in pol jih pozabimo, ampak upajmo, da bo to še vsaj eno generacijo naprej nagovarjalo. Sej upam, da se bo čez 30 let posnel še en film ali pa še prej, ampak niso to filmi, ki jih bi delali zdaj po tekočem traku in vemo, da morajo zdaj kar en čas prepričati človeka, da se poglobi vase, da razmišlja, da ga nagovarja. Magdalenina zgodba je zares globoka, ne? In to njeno sporočilo, nekako, če ga povzamemo na koncu, je trpljenje, ne? In to osmisliti to trpljenje. Ona ga, tudi skozi film ste, mislim, da zelo lepo prikazali, ne, to doživetje trpljenja, pa vseeno smisel. Pa mogoče vi dva povesta, pa Elza, začnemo pri tebi. Kakšna je tvoja izkušnja trpljenja? Kako si ti osmišljaš? Kajti kristjani imamo kar težko nalogo, ne? Ker naša vera zelo temelji na trpljenju. Ne? In to je res pogumno, da ste si izbrali takšen res izziv. Ne? Kako pa gledalcu sedaj prikazati to trpljenje kot nekaj odrešilnega? Ne? In to je res, no, pa ti bom prepustila besedo, da ne bom vsega jaz. Ja, ne, res, s tem trpljenjem smo se zelo veliko ukvarjali. Pa ne samo službeno, filmsko, tudi tako osebno, kako to noto dodati v film. Že od začetka sem razmišljala, kako to Magdaleno narediti relevantno mogoče za nekoga, ki se mu zdi, da se jaz pa ne trpim na tak način. Ja, ona je tam ležala, krvavela, fizične bolečine, trpljenje. Kaj pa jaz trpim, ne? Kako naj to naredim relevantno za svoje življenje? Ja, sprejemati. Lahko njej, ki leži tam, pa ima celo življenje samo temu posvečeno, jaz moram pa živeti naprej, pa početi svoje stvari. Ampak tako, preko pogovorov z intervjuvanci, preko pogovorov s sodelavci, se mi zdi, da je res pomemben poudarek, da ni mišljeno, predvsem tem trpljenju ves čas mislimo, kako moramo nekaj stiskati, pa nekaj potrpeti, pa ja, trpimo, težko je nositi križ, ni prostora za veselje, ni prostora za mir. In glih tukaj nam želi Magdalena pokazati, kaj pomeni sprejeti trpljenje. Pač to je bilo tudi meni od začetka zelo težko. Ja, sprejeti, zdaj imam to trpljenje, kaj naj zdaj z njim. In včasih nič, včasih ne moreš nič, pač sprejmeš, to je zdaj tvoj, no, vzemi svoj križ in hodi za menoj, a ne, kot pravi Kristus. Ampak da to trpljenje daruješ Bogu. In spet te besede, kaj zdaj to pomeni. Se mi zdi, da tako človek skozi čas malo ugotavlja, kaj bi to zdaj lahko pomenilo, da rečeš, daj ti, Gospod, pač. In je v trenutku malo lažje, kot da to ni del mene, da gre to samo nekaj, kar gre skozi mene, od Boga in nazaj k njemu. Ja, to trpljenje je bilo zelo velika, zakaj Bog dovoljuje trpljenje, zakaj zelo veliko enih vprašanj, ki pa nam pač Magdalena sam kaže svojim zgledom zaupanja. Te vdanosti. Vdanosti, ja. Kako se je ona prepustila Božji volji in da jo vodi. Ne glede na to zdaj, kaj to pomeni. Ja, trpljenje, netrpljenje, lepi trenutki, slabi trenutki, v redu, vse je vse
za Boga. Vse za Boga, ja. David, ti imaš mogoče malo več kakšnih izkušenj, ko si mogoče malce starejši, predvidevam. Ampak tako nekako z leti vseeno doživljamo neko drugačno trpljenje, sploh ko si tudi enkrat starš in tako dalje. Kako pa ti osmišljaš to svoje? Kar, pač, recimo, če imaš kakšno trpljenje. Vsi trpimo tako ali drugače, ampak ne, je res, da v redu, imamo te puščavnike, imamo tako kot Magdalena Gornik. Ona se je v to vdala, ona je to sprejela, ona je to zaživela, ne? Tako kot si rekla, mi moramo iti dalje z našim dnevom. Ne? Zdaj, sploh tisti, ki imamo družine, težko bomo zdaj rekli, ne, zdaj pa mi gremo, pa bomo zdaj živeli svetniško življenje, trpeli bomo. To je težko za razumeti, to ni lahko, ne? Ampak ja, kako, ne vem, kakšne so tvoje misli? Ja, pri takih filmih, pa recimo zdaj pri tem filmu je to trpljenje v spredju, pri katerem drugem je bilo kaj drugega, se mi zdi, kot da če ne drugega si sam delam neko knjižnico misli, katere sem skozi to ustvarjanje, pa cel ta proces res se poglobil v njih, pa mogoče me v tistem trenutku ali pa v tistem življenjskem obdobju še ne čaka čist pravo soočenje s tem sporočilom. Čutim pa, da vsi ljudje, ki pa recimo v nekem takem filmu sodelujejo in dodajajo neke kamenčke v ta mozaik celote, ali so to intervjuvanci, ali so to sodelavci, ali je to mogoče igralec, ko v tistem trenutku niti ne čist pokapiram, da recimo je dodal še neko svojo izkušnjo trpljenja v svojo igro, recimo. Da me to nekje čaka, da mogoče ni pravi trenutek v tistem trenutku, ko je ta neka premiera, pa se v tem filmu veliko govori. Se mi zdi, da še zdaj lahko pogledam film o, ne vem, Ksavru Mešku in iščem not, kaj pomeni to, da si zadovoljen sam v svojem miru. Ali pa, ko gledam Grozdeta in moče šele zdaj me nagovarja lahko kaka njegova vrlina ali pa Škofa Volka. In so to zdaj ko eni tlakovci, ki si jih polagam, pa mogoče trenutno ne na njem stojim in me nagovarja prav ta trenutek. Tako da včasih mi je težko tako vprašanje, ko moram jaz iz filma, ki sem ga glihkar ustvaril ali pa pomagal ustvarjati, dati zdaj, to me je pa zdaj spremenilo, ta film je točno pašel v mojo 35. leto, a ne. Moče upasal v 40. ali pa kam drugam. Je pa pač to trpljenje je lahko en dolg pogovor, ki pa sem zelo hvaležen, da ga lahko skozi filme debatiram ne samo z tem likom, ampak istočasno takrat z sodelavci. In je to nekaj zelo dragocenega, da lahko se o takih stvareh pogovarjaš pri ustvarjanju filma, da ni samo kera kamera, pa kera lokacija, ampak da moraš poglabljati v resnici eno razmišljanje o eni temi, ki te pri tistem filmu malo sili, da razmišljaš o tem. In tako kot je Elza na začetku rekla, da so delavci in sodelavci zelo veseli, kaki smo skupaj in kakšen sem jaz do njih, tako sem jaz vesel do njih, da lahko take stvari v resnici v življenju skupaj dajemo. Zdaj, Magdalena je bila stara 11 let, ko je prvikrat videla Marijo. Je tako, a ne? 12, kar popravim. Ampak potem pa je dejansko rekla, da, in se je svobodno odločila za trpljenje. Se bi vidva danes svobodno upala odločiti, če bi vama Bog ponudil takšno priložnost. Bi bila v stanju reči, da sprejela boma za to, da ti bova pomagala nositi križ. Meni se zdi, da bi bilo to kar malo drzno, da bi upal zdaj to reči. Ja. Tako res, saj smo ljudje v različnih obdobjih bolj trdni okoli tega ali pa manj, ampak vem, da moram reči ja, sam vem pa tudi, koliko sem šibek. In ne vem, v resnici, takrat, ko si enkrat soočen z enim trpljenjem, se ga poskušaš losati in čim prej stran in pol moraš v resnici, ne vem, hoditi k sveti maši ali pa doživljati Evharistijo in razmišljati o vsem tem in vidiš, da kaj v resnici bi mogla biti tvoja reakcija na to in pol tek zelo počasi se tega trpljenja prijemlješ in rečeš, glej, je moje, bom z njim živel samo.
reči pa kar tako, meni ni problema, dajte mi. Ne? To je pa neverjetno, kaj je zmogla, ne? Kot ona, kot takšna deklica. Meni se zdi pa, da v bistvu vsak dan na to odgovarjamo, ne? Vsak dan te v bistvu Bog vpraša, a boš sprejel to, a greš po tej poti ali ne greš po tej poti. Njej je bilo to dano zelo eksplicitno, zelo jasno vprašanje, za nas so pa to taka bolj posredna. Prideš v tako situacijo ali pa prideš v spor z nekom, kako boš se zdaj odzval, po kateri poti boš šel. A boš šel po lahki ali boš šel po mogoče malo težji, ampak na dolgi rok, z boljšim rezultatom. A boš zdaj sprejel to trpljenje ali se boš obrnil stran od njega. Tako da jaz bi rekla, da odgovarjam malo mešano. Pomembno je imeti na koncu ta cilj v mislih. Ne? Vsi, ki ustvarjamo dejansko za Jezusa, ne? Tako mi na televiziji, vi preko filmov, vse, kaj delamo dejansko, usmerjamo ljudi k nebesom. Ne? In če imaš to vedno v mislih, ne? Če bo preko tega filma sedaj, ki ga bodo gledali, bodo priprošnje k Mariji Magdaleni, bo spreobrnenje, bo večja vera v Boga, bo se marsikdo, ki je mogoče pa do zdaj dvomil, ker verjamem, da marsikdo tudi ob ogledu filma podvomi, pa 50 let je bila brez hrane, ne? Pa dela je celo, ne? Pa dar govora je imela, duša je brala, ne? To vse vidimo notri, ne? Pa to ni, ne. Pa vseeno potem pa so pričevanja, so dokazi, so resnične stvari, ki so jih pač ljudje videli in če se bo vsaj ena duša spreobrnila na tak način, jaz mislim, da smo mi svoje dosegli, ne. In da je to tudi tisto trpljenje, ki smo ga zaradi tega pač primorani bili dati skozi, bilo vredno, ne. Tako da res ta nebesa, no. Zdaj vidimo torej to ozko pot, vidimo široko pot, ne. Vidimo pa potem en čudovit prizor, ki pa je tudi mene zelo presenetil na koncu torej križani Jezus. To je pa potem Marija in Magdalena skupaj objeti. Mislim, da je vrhunec vsega skupaj in to je tista nekako, ki se vsak začuti po moje notri, ne. Tako da res čustvenega vidika zelo lepo prikazano. No. In Kongregacija za svetnike je torej 23. novembra 2021 izdala dovoljenje, s katerim lahko začne naš škofija uradni postopek za beatifikacijo in kanonizacijo. To pomeni 3 leta sedaj že. Zdaj smo na dobri poti. Magdalena že uslišuje prošnje. Zdaj tudi ljudje, ko gledajo film ali pa so šli v kino ali pa bodo zdaj so si ogledali recimo ga na televiziji, upajmo, da pomaga k temu, da več ljudi ve za njo, pa več ljudi tudi ve, da se lahko nje priporoča. In ta postopek je potem dolg, da pride do neke potrditve enega čudeža, ampak se mi zdi, da tudi to, da Slovenci v resnici še smo na tej poti, da dobimo svetnika ali svetnico, je čisto v redu za nas. Da ni pomemben tisti cilj, ampak ta pot, kaj pa to v resnici pomeni za nas Slovence, da se moramo še malo truditi, da moramo še malo vero izboljšati, da moramo še delati na tem, da dobimo našega pripožnika. No, Magdalena je tudi ženska, ne? In je ena taka prva predstavnica, če gledamo teh torej svetnikov v Sloveniji, ne? Kako jo ti sama kot ženska dojemaš? Mogoče med ustvarjanjem tega filma niti nisem zares toliko razmišljala o tej ženski plati. Sem zelo gledala na njeno življenje, precej izolirano. Se pravi, kaj je ona počela, kako se je odzivala, kaj se je dogajalo. S to ženskostjo oziroma razlikoma spoloma smo se v bistvu v studiu ukvarjali glih pred kratkim, ko smo snemali serijo o mučencih, ki predstavlja temo med moškostjo in ženskostjo. In je ena intervjuvanka res dober, tak dober izrek rekla, da ženske v zdajšnjem času želijo biti močne s tem, da so možate, moške, ampak da moč v bistvu leži v tej nežnosti, potrpežljivosti, mirnosti. In zdaj, ko te besede preslikam nazaj na Magdaleno,
je mogoče skoraj malo kontradiktorno, ker vemo, da Magdalena je bila zelo jezljive narave. A res? Ja, ona se je zelo na hitro jezila, ampak pol se je takoj pokesala in ji je bilo žal. Tako da bi rekla, da je vsem ta miks osebnosti in poslanstva in predvsem imeti Boga pred očmi, neka taka skupna točka njenega življenja, da pač to, kar smo, je v redu in da smo pač ljubljeni od Boga in da pač sam vsak razvija svoje poslanstvo in svojo pot, kaj mu je najbolj dano. Tako bi rekla, da sem lahko hratala z Magdaleno skoraj malo prijateljica v zadnjem času. Mogoče mi je bila pa glih zaradi tega, no, tako namenjena. Kaj pa slovenski medijski prostor? Zdaj nekako RTV smo prehiteli, torej Exodus je prvi predvajal film. Kaj pa ostali, kako so sprejeli Magdaleno? Mi smo pri teh filmih precej navajeni, da pravzaprav imamo eno zelo ozko ali pa se lahko je tudi široko, ampak zelo definirano publiko, ki naše filme gleda, konec koncev tudi medije, ki o naših filmih govorijo in se pri nekih takih filmih niti ne posebej sekiramo, če ta film ne gre v neke mainstream medije in bi tam se posebej pisalo o tem. Kljub temu, da v resnici bi lahko tak film šel na kak festival slovenskega filma, da bi nek tak film, kar se tiče neke estetske vrednosti, lahko konkuriral z drugimi. Ampak se mi zdi, da smo tule, da si dajemo pravzaprav napačno borbo, če se hočemo tu nekaj primerjati in tekmovati ali pa biti kakorkoli jezni na to, da je premalo govora o tem. Nam, tako kot si zelo lepo omenila pred kratkim, je glavno, da pač to sporočilo prinašamo ljudem in da se na koncu če vsaj en spreobrne ali pa ga to res nagovori. In to je tista vrednost takega filma. Kljub temu, da je ta film trenutno bil zelo drag, da se ga je naredilo, da mogoče ne dobi toliko pozornosti, kot bi si človek želel, recimo v nekih drugih medijih. Ampak mislim, da nagovarja pa tiste, ki jih mora nagovarjati po pravi poti in da do tistih bo že prišel in to je naše poslanstvo. In tudi, kar je zelo lepo, je to, da dejansko vaš studio vse ponuja na YouTubeu, na vaši spletni strani zastonj. In si lahko te filme ogledamo, ne? Velike hollywoodske hiše, ne? Zahtevajo takšna plačila za svoje filme. Ne? Tukaj so pa dejansko takšne mojstrovine, da rečem tako, ti vsakič na voljo, vsakič si jo lahko pogledaš. Ne? To je, mislim, da zelo velikodušno in konec koncev izraža ravno to, ne, kar smo prej govorili. Ne? Učimo se, recimo, učimo, no, se to je podobna teorija vse posod, ampak recimo tudi ti naši večji naročniki, torej IWTN, televizija, v resnici je televizija, ki bazira na donatorjih in vse svoje stvari ponuja zastonj. Konec koncev pa tudi, če gledamo celo cerkev, ne, pa potem cerkev z malo, mi gremo v cerkev, gledamo največje umetnine zastonj. Zakaj? A ne? Zato, ker nas pravzaprav vabi k Bogu in ta umetnost ni bila narejena za to, da jo pa zdaj zaračunamo, da boste šli v muzej in pogledali te umetnine, ampak je zato, da ti greš not in te to vabi k Bogu. In je zastonj, ampak sploh nima pointa to, da bi to obračunavali, ker kdo bo zaračunaval subscription za Boga? Točno tako, ja. In torej poudarimo še enkrat, da na YouTubeu in na spletni strani sipoš.com se najdejo, torej se lahko še, no mi bomo že ponavljali, ampak vseeno se najdejo vsi ti filmi, o katerih smo mi dva že v teh oddajah govorili. Elza Rebolj, kaj pa ti še imaš v prihodnosti, pripravljaš še kakšen svoj pečat za kakšen film, za kakšno serijo, za kaj takega morda? Tako velike projekte. Ne, zelo zanimivo vprašanje, ker mogoče pa v tem trenutku ne vem čisto točno. A pa Perpetua?
Ja, ne, mislim, seveda v studiu zelo veliko ustvarjamo in pač kot rečeno, zelo veliko ustvarjamo skupaj. Tako res ni skoraj izdelka, za katerega bi rekli, to je pa film te in te osebe in samo on je zaslužen in samo on je delal na tem. Tako da skupaj delamo na projektih, kot sem rekla, v seriji o mučencih. Letos nadaljujemo z novimi deli serije. Zdaj upamo, da bodo ti čim prej predvajani tudi na naši televiziji. Urejamo birokracijo. Najprej še mi snemamo in montiramo. Najprej treba posneti. Tako da sem, bi rekla, kar vpletena v vse projekte, ki se v studiu dogajajo. Zdaj za nek naslednji večji projekt, tudi bolj iz kreativnega vidika, pa mogoče pa za vogalom še. Počakajmo in bomo videli. Zdaj, David, Sipoš Plus, nova platforma. Torej, greš v tej smeri, kjer zdaj gre vsi v te nove platforme. A boš povedal našim gledalcem, kaj to pomeni tistim, ko pač znamo še televizijo prižgati? Ja. In vsem ostalim, ki pa danes, ko se na to spoznajo. Torej, naša osnovna ideja je, da ker smo trenutno res toliko povezani s tujino, snemamo veliko enih dramatizacij, ki so vključene v tuje dokumentarne filme, predvsem s to televizijsko mrežo EWTN, pa še s kako drugo produkcijo v Ameriki sodelujemo. In nastaja veliko enih posnetkov, ki potem sicer grejo tja v tisti izdelek, ampak čist tisti izdelek včasih pol niti nima neke poti nazaj do Slovenije. In je potem ta naša ekipa tako v resnici oddaljena, oziroma s kakim slovenskim filmom se približamo, velik del, ki ga pa delamo, pa v resnici tu nikoli ni viden. In smo si rekli, zakaj ne bi mi te posnetke naredili na nek način uporabne. Toliko jih nastane, skorda na neki tedenski, dvotedenski bazi nastane nekaj novih posnetkov za enega svetnika, za kak čudež, ki se je kje zgodil. In se nam predvsem zdi, da na katehetskem področju za pastoralo lahko z temi posnetki, če jih mogoče še dodamo s kakšnim pripovedovalcem, ki pove kaj o kakšni te osebi ali čudežu, eno dodano vrednost, ki je zelo hitro lahko iztočnica za pogovor, za poglobitev v obdobje, osebo, vero. In s katehetskim uradom tudi zdaj delamo, da bojo zraven vedno prisotne kateheze, da pa si recimo pogledaš par minutnih filmčkov o recimo o svetem Ambrožu in potem imaš pripravljeno uro, recimo veroučno uro, kako o tej temi, o njem in recimo nekih stvarih, ki jih njegovo življenje izpostavlja, debatirati naprej v skupinah in kako poglabljati svoje poznavanje. To je odlično, to je recimo, če zdaj kdo kateri izmed katehetov ali katehistin gleda našo oddajo 1. septembra 2024, bodo te, kaj bo to, ena za začetek? To bo več takih epizodic, ki bojo tedensko izhajale. Mislim, da je okoli 11 epizod zdaj v prvi sezoni. In vsak teden bo ena nova na voljo, vse skupaj se stakajo torej na ta Sipoš Plus, to je ena podstran na naši spletni strani. Zraven so kateheze na voljo in res spodbuda, da se to širi čim bolj in glih za to rabo. Torej, da so katehetske ure malo bolj pestre, vsekakor je to nek medij, ki je danes zelo primeren za mladino, pravzaprav za vse, ampak če lahko popestriš in daš eno iztočnico, se mi zdi, da bojo hitreje bo stekla ena beseda, kaj pa pomeni to, da je on pridigar, kaj pomeni, da si pridigar. In imaš tam pol en primer enega pridigarja in lahko iz tega debatiraš. Vse, kar vizualno vidiš, nekako se te dosti bolj dotakne, ne? Takoj se te dotakne, ne? To je ta slika. Torej, serija Živi v Kristusu, mučenci cerkve, mogoče bi še o tem malo povedali, kaj pa bo to? Oziroma že nastaja, ne? Tako, ja, prvo epizodo smo posneli že lani in je v bistvu tudi že dostopna na Sipoš Plus platformi, se pravi na naši spletni strani. Zdaj pa nadaljujemo serijo z novimi epizodami. Letos snemamo še 3, upamo, da v prihodnosti še kaj. Tukaj smo se pa v bistvu poglobili v življenja in v sporočilnost mučencev, ki so pa res s svojim zgledom dosegli vrhunec svojega poslanstva, da so dali svoje življenje za Kristusa v času, ko je bilo krščanstvo preganjeno.
Ali pa tudi ne preganjeno, pa so samo pač bili razni napetosti, razni spori. Lahko koga omenimo, na primer? Aha, seveda, ja. Začeli smo v zgodnji cerkvi, se pravi sveti Ignacij Antiohijski, Justin mučenec, Perpetua in Felicita, 40 mučencev iz Sebaste, po katerih je tudi praznik 40 mučencev, pa sveti Irenej, sveti Ciprijan. Odlično. Ja, tako da to tudi v bodoče pride na Exodus TV. Tudi tako. Torej, malce časa še nam je še ostalo. Morda pa vidva povesta vaj najljubši odlomek iz filma. Zdaj vem, da ste ga najbrž gledala že nekaj časa nazaj, ne? Ampak tako, kaj vam je ostalo? Čisto tako, če bi se kot gledalca gledala film, kateri bi bil tisti moment, ko pa je vama najbolj segel srce, pa mogoče David prvo? To je tako včasih težko povedati, ker vedno imaš eno zgodbo iz ozadja, kaj se ti je takrat pletlo po glavi ali kako si se počutil na snemanju. Tako, dosti je tega zraven kot pa samega filma, ne? Zdaj, jaz zelo težko film čisto neutralno gledam. Meni je zelo ljub tisti trenutek, ko prvič vidimo odraslo Magdaleno, se s konjem pripelje na bloke, tam jih župnik pozdravi. Celo tisto snemanje, pa ta občutek, da imamo tam neko kočijo, da je tam nek konj, da tam una sestra zraven. Tista lokacija v mali vasi pri Trebnjem. Tako, to je drugače Baragova domačija, kjer smo snemali. Že tu je ena taka povezava, Baraga je še nek taki svetniški kandidat, ki me še vedno interesira, da bi se ga kdaj posnelo. In to je ena taka kombinacija enih občutkov, ki mi, pa tista glasba, pa te barve, ki so se tam pojavile, pa glih je malo jesen se že delala, pa so malo bili listki na tleh. Romantik. Recimo, da me je to tako malo zaznamovalo. Ampak to je tako res, povem čist, tako jaz kot en ustvarjalec, ki dostkrat kako stvar malo čustveno povezuje z svojim svetom in to se me je dotaknilo, čeprav vem, da to mogoče v filmu sploh ni najbolj nek bistven del. Ampak iz tvojega vidika, ja. Elsa? Jaz imam čist preveč vseh teh momentov, recitiram lahko cel film in ga vidim z zaprtimi očmi. Mene zelo velikrat nagovarjajo kakšne take malenkosti, ki jih zdaj niti opisati ne bi mogla, kako se je tam neka nota unga čela prelila naprej v naslednji kader, ali pa kako je tam ena svetloba zamigotala na nek poseben način, ki zelo verjetno sploh nobeden ni opazil zares. Ampak če bi pa tako morala izpostaviti nek večji, nek bolj oprijemljiv del filma, bi pa rekla, da v bistvu prva animacija, ko Magdalena gre na strmopot. Se mi zdi, da je res tak poln film, poln odlomek, že sam z vso to glasbo, s tem Marijinim nagovorom, z vetrom, kak sprejema ona svojo odločitev in se pol poda. Res to me zmeri nekaj posebnega prevzame. Tudi mene je ta zelo spomnil na tega Mojzesa, ko je bil risani film že dolgo časa nazaj, tisti ameriški Mojzes, ne? Prince of Egypt. Tako ste trofli, zelo blizu, mislim, res te presune in glasba seveda spet, tudi tokrat tim. Mariborčan tim. Ja, naš tim. Čudovito. In verjamem, da čez par let to boste tako že, da ne bomo več imeli tu, mislim, res Hollywood, studio si puštoje vse isto. Drugače pa ja, tudi sredstva, mi da vedno malo naše gledalce nagovorimo na koncu, da če bi kdo rad pa kaj prispeval v kakšnemu projektu zraven, ne? Sredstva, predvsem se mi zdi, da če bi zdaj mogel omeniti kak film, je to naš podvig, da se spravimo in pol preteklo slovensko zgodovino končno spravimo tudi na film
Exodus 1945 je naslov projekta, ki bi zajemal, upajmo, 3 filme. Prvi bi povzel dogajanje v Vetrinju, drugi v Teharjih, tretji v Kočevskem Rogu. In da bi lahko drugo leto to tudi začeli snemati, seveda smo odvisni od tega, koliko ljudi pristopi k takemu projektu. Tako da, če se komu zdi, da je pripravljen pomagati pri takem zelo konkretnem projektu, se mi zdi, da je čas končno, da o tem spregovorimo in da ni ta del slovenske filmske zgodovine zapisan sam z ene plati. Ja, to je sedaj zelo, mislim, da čas je, da se tudi to obelodani tudi na takšen način preko filma. In mislim, da bo tudi Magdalena Gornik, ki ste jo tako lepo predstavila oziroma predstavili, pomagala, da se bodo tudi te težke zgodbe slovenskega naroda nekako skozi platno lahko osvobodile, nekako pomirile. Morda bo tudi to prineslo en takšen trenutek. Tako da ja, vsi gledalci naši, ki bi kakorkoli radi sodelovali, spletna stran sipoš.com, platforma Sipoš Plus, pokličite ga, Facebook, stavadva gori. Jaz verjamem, da z veseljem kontaktirate in se javite nazaj. Drugače pa ja, gledajte, se vidimo ob prihodnjem filmu. Čestitke še enkrat in obilo blagoslova, obilo Marijinega varstva, obilo Magdalenine priprošnje vama želim še naprej. Hvala. Tako, in vse dobro na poti v Ljubljano. Vam, cenjeni gledalci, drage gledalke, pa razmislimo, smo tudi mi pripravljeni reči da Jezusu in trpeti z njim? Zmoremo ta korak proti nebesom? Mislim, da je tako Magdalena kot naš film, kot današnja pogovorna oddaja lepa iztočnica za to, da tudi sami pri sebi razmislimo, kaj vse smo pripravljeni za Jezusa storiti, sicer pa nebesa nas čakajo, nebesa so naša, nikar ne pozabimo in naj priprošnja bodoče blažene Magdalene Gornik nas spremlja še naprej, priporočajmo se ji, izprosimo milosti pri njej, tako da bo čim prej tudi svetnica. Hvala vam za vaše spremljanje današnje oddaje, upam, da ste uživali v njej, prav tako v filmu in z Bogom do prihodnjič.